Predvsem, če potujemo v bolj eksotične kraje izven Evropske unije, je treba se zavedati tudi tega tveganja, da je v svetu zelo močna trgovina z ponarejenimi zdravili. Zdaj, ponarejena zdravila so lahko ali neučinkovita, kar je v teh primerih še mogoče lahko najmanjše zlo ali pa tudi ne, no. Lahko pa so celo nevarna, ker vsebujejo druge substance, kot so navedene, oziroma so se te substance zaradi pogojev transporta in proizvodnje kaj spremenile in so lahko celo toksične in so lahko tudi smrtno nevarne za človeka, če jih zaužije. Zdaj, Evropska unija je, kar se tiče uradne distribucijske verige zdravil, varna pred ponaredki, ker v Evropski uniji se poreklo zdravila kontrolira ob sami izdaji pacienta. Najbrž je to zdaj že kar poznano, da če pridete v lekarno, dvignete zdravilo, farmacevt vsako škatlico posebej skenira preko 2D kode in počaka avtorizacijo z tega centralnega evropskega strežnika, ki da pač odziv, da je zdravilo okej. Vkolikor tega odziva ne bi bilo, ga seveda ne sme izdati. Tako da, če se zdravilo kupujejo znotraj Evropske unije preko teh uradnih kanalov, potem ste varni pred ponarejenimi zdravili. Zavedati se je pa potrebno, da tudi v Evropi pred tem niste varni, če kupujete zdravila preko spleta. Ker tega dela pa ne kontrolira nihče, ker je tudi težko to slediti. Veste, da spletne trgovine funkcionirajo iz vseh koncev sveta, sledljivosti ni, tako da nabava oziroma nakupi zdravil preko spleta so zelo nevarna stvar.